Proračun 2015 denarja bo kot zagotovo bo manj kot minula leta. Ta naložbeni del me malce zanima. Zdaj, kaj lahko z zagotovostjo zatrdite za prihodnje leto, kaj se bo realiziralo? No, glede na zmanjšanje zneska proračuna v višini 877 tisoč evrov, kar je v tem trenutku znan podatek, jaz se bojim, da bo prišlo še dodatnega znižanja, še za kakšnih 400 tisoč. V tem trenutku imamo v proračunu umeščeno nadaljevanje energetske sanacije osnovne šole Podgoro, to je znesek dobrih 40 tisoč evrov. Potem zelo pomemben podatek, da na vsak način si prizadevamo zagotoviti sredstva, da bi zgradili komunalno opremo na tako imenovanem Konusovem travniku, poslovna cona Slovenske Konjice, kar je izjemno pomembno, če želimo, da bi konec leta 2015 lahko vsaj 3 investitorji že pričeli z gradnjo, poslovno gradnjo, in pa od sedaj znanih investicij bomo nadaljevali z obnovo telovadnice osnovne šole v Ločah, kjer je v letošnjem letu bil zamenjan parket, naslednje leto pa sledi streha, okni in pa tudi fasada, se pravi energetska sanacija. Nadaljuje se že začeta izgradnja oziroma dokončanje bazena na Zbelovem. Za kaj dosti več se pa v tem trenutku niti ne spomnim, da bi kaj večja investicija bila na programu. Trening B je že končan v letošnjem letu. Kulturni dom Loče zaenkrat kaže bolj slabo. Za žalost, Kulturni dom Loče enostavno ne najdemo 170 tisoč evrov lastne udeležbe in bo moral v tem trenutku počakati. Smo danes slišali, kar zadeva prve korake k protipoplavni zaščiti Mlače Zbelovo. Ja, dejansko se že tu ta prizadevanja potekajo že vrsto let, pa vendar od leta 2012 imamo zdaj tako imenovano revidirano idejno zasnovo, na podlagi katere je potrebno pripraviti projekt za izvedbo. In jaz si na vsak način prizadevam, zato imam ravno jutri en sestanek z tem projektantom, ki je bil izbran na državnem razpisu, da bi se dogovorili za dinamiko, kajti se zavedam, da vkolikor ne bomo imeli pripravljenega projekta, da bo tudi do izvedbe zelo težko prišlo, ne moramo se zanašati na to, da bo nekdo drug pripravil projektno dokumentacijo. Zato je ravno ta sestanek, da vidimo, ali ima država sredstva, da bi v doglednem času ta projekt pripravili. Vkolikor ne, se bomo poskušali v okviru občinske uprave dogovoriti in da prevzamemo vlogo investitorja v tej fazi. Kasneje bomo pa itak ta založen znesek poročunavali, ko se bomo pogovarjali o uporabi občinskih cest pri prevozih materialov. In pa še en pomemben projekt je, ki je sicer investiran strani Ministrstva za promet. V naslednjem letu bi kar kmalu morali pričeti z obnovo železniške proge na relaciji med Dolgo Goro in med Lošečko vasjo, kar pomeni, da bodo znatne količine nasipnega materiala na voljo. S tem pa seveda računamo, oziroma smo se že praktično izpogajali, da bomo tudi vse lokalne ceste in pa javne poti v okolici te železniške proge v okviru tega projekta obnovili, kajti to bodo le silno težki prevozi in že tako slabe ceste takšnih tovorov ne vzdržijo, in jaz se veselim tam nekje leta 2017, ko bo ta del Zbelovske gore in pa Zbelovega nekoliko drugače izgledal, vsaj kar se cestne infrastrukture tiče. Na kratko še komentar. Danes smo lahko slišali kar nekaj očitkov strani nekaterih svetnikov, da sta kompetentnost, strokovnost nekako v senci politične kombinatorike, kar zadeva sestavo občinske. Jaz bi se težko strinjal za takšno oceno. No, dejstvo je, da je veliko svetnikov novih in nekako še mogoče niti niso navajeni teh pravil, ki se nekako uporabljajo pri sestavljanju posameznih odborov. Seveda bodo mnenja vedno deljena, ampak jaz trdim, da je v večji meri, v največji meri, koliko se je dalo, je tudi KVIA sledil temu, da so kar strokovnjaki vključeni v delo. Je pa res, da so v teh, predvsem pri novincih v občinskem svetu, je prišlo do tega, da so zanemarili dejstvo, da morajo prijaviti v vse odbore, predvsem svetnike, kajti pravilo je, da je predsednik odbora oziroma komisije in pa polovica članov mora biti iz vrst svetnikov. In potem KVIAS tudi ni imel kaj izbirati. Marsikje
Dejstvo pa je, da pri 3 odborih je bila pa inflacija predlogov in seveda je težko izbirati v obeh primerih, če je ponudba prevelika ali pa če sploh ni. In tu je ta razkorak med tistim proporcem po volilnem rezultatu, kot je bilo danes slišati nekaj očitkov, tudi nastal. Osnovni vzrok je bil v tistem. Se pa strinjam, da ne bomo nikoli enotnega mnenja, ampak demokracija deluje na tak način, da tista večina nekako prevlada in se moramo vsi pokoriti po tem temu. Hvala lepa. Hvala.